Kako se boste projekta arhitekturno lotili? Kaj so največje težave, v kakšni smeri razmišljate, kako bi naj objekt na koncu leta 2011, ko naj bi se predvidoma projekt končal, izgledal? Gre za eno vznemirljivo dejanje, pravzaprav kadarkoli imamo opravka za staro strukturo, imamo en respekt arhitekti, kajti lotevamo se zgradbe, ki nas časovno neizmerno prekaša. Torej, kako nastopiti z neko idejo? Naše mnenje, naše projektne grupe je, da je treba ta poseg napraviti neobremenjeno. Torej, ne iti za ponavljanjem starega materijala, torej, da ne bi v stolpu samem, ki je predmet te rekonstrukcije, nadaljevali tisto zgodbo, ki jo stolp že preživel, to pomeni leseno tramovje z lesenim stolpiščem in tako naprej, je ideja, da se v notranjosti vzpostavi stolp v stolpu, ki se strukture starega stolpa sploh ne dotika, stoji sam, to pa pomeni, da je to ena sodobno zasnovana konstrukcija s konzolnimi ploščami, ki visijo pravzaprav in so v nekem predvidnem odmiku od stene stolpa. Stena predstavlja samo kuliso, na katero so potem postavljene te muzealije, ki jih bomo gledali, in na ta način seveda stolp sam postaja predmet opazovanja. Stolp sam je tisto, kar človek opazuje, kadar se seveda poda van. Gre za eno vznemirljiv odnos starega za novim. Zdaj smo v bistvu na nek način, bi rekla, na začetku poti. Imamo torej idejni načrt obnove, imamo tudi vsebino, ki bi jo dali v ta stolp, sedaj pa je seveda potrebno naročiti projektno dokumentacijo. Ko imamo pridobljeno projektno dokumentacijo, pridobiti gradbeno dovoljenje, potem dejansko začeti z obnovo samo, se pravi s fizično obnovo. Seveda pa, kar se tiče pridobivanja projektne dokumentacije, moram reči, da je potrebno pridobiti vsa potrebna soglasja. Zdaj postopki tečejo pri ustreznih inštitucijah v zvezi s pridobivanjem soglasij na to idejno študijo, ki jo imamo, se nam pa, bom rekla, kar zelo mudi. Radi bi pridobili čim prej gradbeno dovoljenje, zato ker je to v bistvu pogoj, da lahko potem kandidiramo na različne javne razpise za pridobitev sofinancerskih sredstev. Sedaj obnova tega stolpa, ki upamo, da se bo leta 2011 končala, bo omogočila potem, da se na nek način ta kontinuiteta pravnega delovanja tega stolpa nadaljuje, kajti s pravnim muzejem pravne fakultete bi v bistvu na nek način se spet oživelo nekdanja dejavnost tega stolpa. Kaj bi potem ta dejavnost pomenila nekako za oblikovanje te novejše zgodovine Maribora? V bistvu ideja je sedaj, da muzej, ki ne bi bil noter, ne bi bil statični muzej, se pravi, da ne bi to bila zbirka starih listin o kriminalnih procesih, ki bi stala naslednjih 20 let. Da ne bi bil dinamični muzej, ki ne bi vključeval tako dogodke preteklosti kot sodobne dogodke. Hkrati pa ima ta muzej možnost v bistvu pritegniti razstave podobne iz celotne Evrope, konec koncev, zakaj ne bi recimo sem pripeljali razstavo iz Londona o Jacku Rasparaču, recimo, ki buri domišljijo turistov v Londonu, zakaj ne bi to tukaj pri nas?